Dostikrat sem se res vprašal, zakaj me to tako fascinira, zakaj me tako zaznamovalo. Zdaj, če gledam nekako te moje hobije oziroma ta ljubezen do meteorologije, pa tudi fotografije, je nekako ta nit skozi vse skupaj narava. Razumeti to naravo oziroma nekako to v bistvu tako instrumentalno opisati, kot tudi vizualno. Ja, spomnim se, da sem imel nekako 8 let, ko v bistvu se je ta želja po nekako spremljanju teh vremenskih pojavov pa v bistvu samem merjenju porodila v glavi. In od takrat naprej tudi nekako obstajajo ti prvi zapisi v teh dnevnikih, ki sem pač dnevno spremljal, kakšno vreme je bilo, kakšna temperatura je bila tukaj na domači lokaciji. In potem v bistvu skozi leta je ta želja po raziskovanju rasla. Starši so bili do tega vedno razumevajoči, ni bilo nekih problemov. Vse, kar sem pač te moje projekte, ki sem si zamislil, so probali v največji možni meri uresničiti oziroma pomagati pri tem. Tudi, ko bi treba en kos vrta odstopiti za te merilne inštrumente za mano. Ni bilo nekih velikih pogajanj, no, oziroma smo dokaj hitro našli nek skupen jezik. Med odraščanjem sem pač iskal enega sogovornika s področja meteorologije in tudi dokaj kmalu naletel na gospoda Velkavrha, ki me je prijazno povabil v prognozo in tam sva nekako debatirala in tudi kasneje mi je ponudil pač pomoč pri vseh teh mojih projektih oziroma vsem tem mojem zanimanju s strani meteorologije. Ja, srednješolska leta, ambicije so rasle in nekako bi treba te dnevnike, te zapise iz dnevnikov nadgraditi. Tako so prišle prvi hobiji vremenske postaje in potem nekako v času študija tudi ta profesionalna meteorološka postaja, kot je inštalirana na mojem vrtu. Istočasno pa so želje še bolj rasle po nekih projektih. Tako sem nekako konec leta 2005 začel s monitoringom padavin v snežiškem hriboju, takrat še v lastni režiji in tudi lastno nekako pokrival stroške tega projekta, ki so zelo narasli in dokaj kmalu sem mogel projekt opustiti. Polje pa nekako sem iskal nekega sogovornika spet, ne, in čisto po naključju naletel na Paraškozanske jame, ki so izrazili zelo veliko zainteresiranost za ta projekt, tako da smo se skupaj usedli, nekako pogovorili, kako bi se tega lotili. Cilj je bil pač, da dobimo neke podatke o teh enormnih količinah padavin, ki padajo na snežiškem hriboju. Te podatke lahko uporabimo za širšo javnost kot nekako opozorilo pred poplavami oziroma pred neljubimi dogodki v dolini reke Reke, ki so posledica teh deževij oziroma teh ujm. Zdaj se peljemo proti Veliki Padežnici. To je v bistvu lokacija ene izmed teh padavinskih postaj v okviru tega monitorja, katerega izvajam. In ta lokacija je zanimiva predvsem zaradi tega, ker jaz osebno smatram, da je to v bistvu eno izmed najbolj namočenih področij tle na snežniškem hriboju in potencialno tudi drugo ali pa tretje najbolj namočeno območje v Sloveniji. Tukaj za mano je ohišje te padavinske postaje. Notri v ohišju najdemo baterijo, napajalnik za solarne panele in pa samo postajo oziroma elektroniko, katera skrbi za shranjevanje teh padavinskih podatkov. Zdaj, mogoče posebnost te lokacije tukaj v Padežnici je tam, da je eno izmed dinarskih mrzišč. Tukaj so
po moje 10 let nazaj tukaj upravili meritve in so tudi zabeležili kar nizke temperature zraka. Tu govorimo o tem 30-40 stopinj pod ničlo. Tako da v bistvu sem tudi sam odločil in sem v bistvu v ta namen dal še senzor za temperaturo zraka, da tudi tu spremljamo v realnem času, predvsem po zimi. Prvi uporabni rezultati iz tega projekta so bili že leta 2014, ko je padavinska postaja na Gorah izmerila rekordno količino 24-urnih padavin. Takrat je padlo nekaj več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. In podobna situacija se je pa ponovila tudi letos, in sicer na območju Kuteževga, ko se je v bistvu vzpostavila stacionarna padavinska linija in so bile tudi v bistvu te količine padavin, ki so padle tisto februarsko noč, enormne. Presenetljivo pri vsem skupaj je to, da letošnja zima je bila relativno suha, nismo imeli nekih ogromnih padavin, tla so bila suha, presušena in nek tak padavinski dogodek takrat je v bistvu presenetil vse nas, ker vseeno se je pač predvidevalo, da bo sposobnost tal, da v bistvu so to vodo vpijejo, večja. Zgodilo se je pa ravno nasprotno. Glede na nizek vodostaj reke je le-ta v nekaj urah močno narasel in povzročil poplave vzdolž celotnega toka reke. Že večer pred tisto nočjo je bil dokaj napet. Nekako predvidevalo se je, da najhujše prihaja šele po noči. Jaz sem bil takrat v kontaktu s predsednikom civilne zaščite, s katerim sva se nekako pogovarjala, kaj sledi v naslednjih urah oziroma kakšni ukrepi naj sledijo, da se zaščiti pač imetje oziroma ljudi. Kasneje se je pač to tudi v praksi pokazalo, s tem, da se v bistvu število intervencij večalo, samo mesto je začelo zalivati, voda začela bruhati iz jaškov, tako da so gasilci imeli polne roke dela, potrebno je bilo tudi nameščati protipoplavne vreče, črpati vodo iz nižje ležečih prostorov. V vsem tem času je pač največjo pomoč nudila, največjo nekako razumevanje dogodka nudila ta postaja v Kuteževem, katera je pač bila v srcu te padavinske linije, in podatki iz te postaje so tudi služili za nekako predvidevanje nadaljnjih ukrepov oziroma kako se bo v bistvu te padavine, kam se pomikajo in kakšna je količina vode, katera priteka v samo reko. Vsa ta enormna količina vode, katera se pač v dolini razliva po poljih, pride v končni fazi do Škocjanskih jam, ker pa ta voda ne more nikamor, zato se v bistvu dvigne za več 10 metrov, lahko tudi 100 metrov ta vodostaj v jami, kateri ima za posledico, da ni dobro, da je takrat kdorkoli v sami jami. Ljudi je potrebno, oziroma obiskovalce je potrebno umakniti, neko infrastrukturo potrebno iznesti same jame, da ne bo v bistvu poškodovana oziroma da jo voda ne bo odnesla. In tukaj se v bistvu izkaže še ena ta plat tega monitoringa, da v bistvu imajo zaposleni v parku Škocjanske jame čas oziroma da vejo, kdaj to sledi in da lahko te ukrepe sprožijo, da nekako obiskovalce umaknejo iz jame in v bistvu, da se proba v največji možni meri zaščititi vse, kar takrat v jami je. Za mnoge vremenske katastrofe smo si ljudje, po mojem mnenju, krivi sami, ker včasih smo nekako spoštovali te sile narave in znali tudi živeti s tem vremenom. Vedeli smo, kjer lahko kaj postavimo in kje ne. V modernih časih se je pa nekako ta modrost v nas izgubila. Seveda človek s svojo dejavnostjo, industrijo spreminja v neki meri vreme. Ampak vreme se je zmeraj spreminjalo in zmeraj se bo spreminjalo. Ujme zmeraj so bile in tudi zmeraj bodo. Problem sodobnega časa je v tem, da
marsikdo vse te spremembe tudi izkorišča za neko nabiranje političnih točk. Meni se zdi bolj pomembno tudi, da se ljudje pač navadimo živeti s tem vremenom in da se znamo pravilno zavarovati pred ujmami, katere prihajajo, in tudi v bistvu, da znamo zaščititi stvari. Zato bomo z meritvami nadaljevali, ker so koristne in uporabne tako za ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo z vremenom in njegovimi posledicami, kot tudi za širšo javnost.